Tour 202. Lepo pozdravljeni, super zadnja etapa pred dnevom premora je postregla z etapno zmago za Vismo, najboljši je bil Simon Yates. Novi vodilni je eden najbolj aktivnih kolesarjev na Touru, to je Irec Ben Hill, zadovoljni pa tudi v taboru ekipe UAE, kjer je Tadej Pogačar suvereno vozil v skupini konkurentov za končno skupno razvrstitev. O najtežji etapi doslej bomo debatirali z nekdanjim kolesarjem, zdaj trenerjem Juretom Zrimškom. Lep pozdrav, Jure. Živijo, zdrav. Veseli, da ste z nami. V srednji Franciji pa je Igor Tominec. Hej, Igor. Živijo. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Ok, Ben Hill v rumenem ob prvem prostem dnevu. Jure, le redki bi to napovedali pred začetkom dirke. Si predstavljam, da niste bili med njimi. Ja, sigurno da, ne. Ampak vemo, kako se dirka razpleta. Favoriti si taktizirajo in mislim, da tudi Tadej in ekipa so to čisto redo speljali danes, da pustili malo večjo skupino in da so oni pa pomerili pač Hilli, vemo pa kakšne kolesarje in tudi danes je pokazal zadnjih 20 km, ko mu fantje niso hoteli dati nobene smene, ne, da je pač res borben in mislim, da zelo zasluženo ima majico. Ja, res, vse skozi je bil spredaj in na koncu morda najlepša nagrada v kolesarstvu, Igor. Ja, rumena majica na dirki po Franciji je zagotovo ena najlepših nagrad. Ben Hill se bo torej jutri vozil, oziroma po dnevu premora v sredo vozil v rumenem in bo imel za spomin veliko fotografij in tudi seveda televizijskih posnetkov. Sredina etapa po premoru tudi ni prezahtevna, da bi se favoriti udarili med sabo in da bi to Hillija že stalo rumene majice, tako da jo bo lahko imel verjetno celo na 2 etapah in zagotovo je to ena tistih stvari, ki si jo kolesarji vedno želijo vsaj enkrat v karieri doživeti. Moramo pa vedeti, kako je v taktičnem smislu, da se Tadej Pogačar seveda niti malo ni vznemirjal, če mu prevzame rumeno majico oziroma če mu jo prevzame Ben Hill, ker Ben Hill ne bo nevaren po pirenejskih in alpskih etapah. Seveda je Tadej Pogačar gledal samo Jonasa Vingegorja, Remka Evenepoela, tudi Rogliča na nek način, ki je bil tokrat zelo blizu zraven. Ben Hill ali pa Mathieu van der Poel, ki je imel v minulih dneh tudi rumeno majico, pa mu v bistvu ne predstavljata tiste resne grožnje v skupnem seštevku. Je pa bilo na koncu etapi kar veliko seštevanja. Jonathan Wouters je šef ekipe EF Education First in je rekel, da so bili zelo živčni v zaključku etape, ko so čakali na razplet, pogledovali proti štoparicam, skrbelo pa jih je, ko je začela napadati Visma. We were just looking at time gaps, looking at our watches, looking at just any information we could get from anywhere. Really nervous. We're pretty damn scared when Visma started accelerating the race. I mean, UAE, they were riding a tempo, but I don't think they were overly fussed about giving the jersey away. Visma, I don't exactly ever understand what Visma does, but they were doing something, trying to get rid of Pogue and didn't work. Surprise. That brought the gap down. I mean, that's what hammered the gap down is, and so we were pretty worried. Ja, Wouters je še povedal, da je ekipa UAE ubrala tempo in pri njih veš, kaj dobiš, medtem ko pa ni imel pojma, kaj je želela Visma narediti. Skušali so se znebiti Pogačarja in kakšno presenečenje, kot je rekel Wouters, ni jim uspelo. So pa ti napadi Visme zmanjšali razliko in skoraj Hillju odvzeli rumeno majico. Ali, Jure, vi razumete, zakaj je Visma delala to, kar je delala? Ja, moje mnenje je, da oni bojo probali vsako etapo biti zelo, napadalni, zaradi tega, da bojo probali utruditi Tadeja, ampak in celo ekipo, ker vemo, da pri njih lahko 3-4 bojo zraven, tudi čeprav tudi pri UAE-ju so lahko 3-4 zraven, tako da mislim, da oni imajo vsako etapo bojo nadležni in ker edino to jim ostane, če pride Tadej na nek slab dan, se lahko kaj takega zgodi, ampak je to zelo naporno, to, kar oni počnejo celih 14 dni, kar bo še to trajalo.
smo se nekaj že tudi v zadnjih dneh pogovarjali o tem, koliko bi lahko s temi napadi bili tudi, kako bi rekel, tečni, in smo nekaj dni nazaj slišali, da je bil malce nejevoljen Tadej Pogačar. Danes se mi zdi, da je bil kar dobre volje, sicer rekel, da so bili kar nadležni s temi napadi pri Vismi. Prisluhnimo, kaj je povedal kolegici iz televizije Poloni Bertoncel. Rumene majice ni lahko izgubiti, ne. Ampak ja, včeraj smo izgubili Žvalta, Pavel še zmeraj malo okreva od bolezni, tako da ja, danes je bil namen, cilj je bil, da nas Visma ne napada in da odbijemo te napade, tako da smo naredili odlično delo. Tako da to je bilo prvo in ostalo bo sledilo. Jutri je dan počitka, je tudi fajn, da nimam rumene majice. Ste pa v zaključku malce vendarle pretegnili noge, kaj ste s tem želeli sporočiti? Malo so bili nadležni z vsemi napadi, tako da sem se jaz tudi odločil za en malo boljši napad, ampak potem sem tudi videl Leni Martinez izbega, sem se mu priključil na kolo, ne prečkati črto pred mano, njemu veliko več pomen kot meni. Samo še to povejte, česa si najbolj želite jutri, ko bo prost dan? Če po resnici povem, da se ne pogovarjam z novinarji. Ja, res je bil dobre volje. Nekateri so to izpostavili, da je morda tudi to taktika Visme, da mu dejansko želijo težiti, da ga skušajo na ta način prisiliti v napako. Jure, vas kakorkoli skrbi, da bi bila lahko ta taktika učinkovita? Ne, mislim, da nas ne rabi skrbeti. Je pa, oni nimajo druge izbere, kakor da napadajo. Tako da tle vsi verjamemo, da so tečni, ampak oni morajo biti tečni do konca, tle druge ni, ker drugače ne morajo uspeti, če si želijo uspeti. Ampak jaz mislim, da je Tadej dobro pripravljen, da se ne rabimo obremenjevati s temi napadi. Igor, omenil je Tadej, da je želel pred prostim dnevom predati rumeno majico. Kakšne so obveznosti tistih, ki imajo rumeno majico ob prostih dnevih? Jih je tudi sicer več kot za vse ostale v karavani? Ne, načeloma ne. Zdaj bo seveda Ben Healy nekaj pozornosti preusmeril, ampak vse ostalo bo pa Tadej moral narediti enako, novinarsko konferenco, pa tisti lažji, povsem lahek trening, pa tudi nekaj prostega časa, pa masaže, pa vse te zadeve, ki so del tega rituala. Mislim, da se ne bi smel niti vznemirjati pod točko 1 s tem, kar počne Visma, ker imajo legitimne pravice, da napadajo, kolikor se jim pač zdi, saj konec koncev s tem izčrpavajo tudi člane svoje ekipe, tako da se zaradi tega ne sme vznemirjati, zaradi novinarskih intervjujev pa tudi ne, saj konec koncev vse kolesarske dirke na svetu, ki jih poznamo, so si v bistvu izmislili in ustanovili novinarji in konec koncev tudi naš posel je na letošnjem turu, ne da nerviramo Tadeja Pogačarja, pač pa da samo poročamo v domovino, kako dobro mu gre in kako spet kaže, da bo Slovenija še enkrat osvojila z njim Tour de France in pač res mora ohraniti to mirnost, zdaj je že izkušen kolesar, ker kar hoče doseči Visma tudi z določenimi potezami, ki so jih naredili na ukrepnih postajah, pa tako, da ga vsak dan ravno malo prcnejo, da bi ga mogoče malo sprovocirali. To je stvar taka, kot ne vem, v nogometu, ko se ščipajo pa s komolci v rebra, pa tako naprej, česar potem sodnik ne vidi, se pa stalno dogaja in na koncu lahko pride do tega, da nasprotnika res sprovociraš. Tega si ne sme dovoliti na letošnjem turu. Če bo vse ostalo ok, potem bo seveda je veliko močnejši od Jonasa, oziroma kot smo danes videli v paketu od Jorgensona, Kusa in Jonasa je Tadej močnejši.
Ja, tisti ubežniki so precej zgodaj odšli iz glavnine in na koncu je Tadej Pogačar tudi s svojimi moštvenimi kolegi brez večjih težav nadziral dogajanje v glavnini. V ekipi UAE so bili zadovoljni, tole športni direktor Andrej Hauptmann. Andrej Hauptmann, takole pred prvim prostim dnem, 10 etap je za vami. Je plan uspel, tako kot ste si zjutraj zaželeli? Ja, v bistvu ta etapa je bila res, mislim, da ena najtežjih za kontrolirati dirko, ogromno kratkih vzponov, kjer smo bili na preizkušnji, ampak šlo je vse po načrtih, šel je pobeg ne res nevarnih kolesarjev, tako da smo lahko v miru odpeljali etapo. Vsi fantje se počutijo v redu, tako da za nami res en uspešen dan. Ste si tole recimo želeli, oddali ste rumeno majico, pikčasto majico, zdaj teh obveznosti po koncu etap ni? Nismo to gledali, mi smo šli, bom rekel, naš tempo in to, da nismo v majici, mogoče res še boljš, ampak nismo sploh na to ciljali, ampak da pač gremo tak tempo, da bomo lahko odgovarjali na mogoče napade. Tadej je dejal, da so bili kolesarji Visme nekoliko nadležni s temi napadi proti koncu, ampak potem je tudi sam poizkusil in se hitro vseh praktično utresel, razen Jonasa. Ja, pričakovali smo napade Visme zadnjih 30 km, tako je tudi bilo, ampak treba je vedeti, vsak ima svojo taktiko, vsak ima svojo dirko in to je treba spoštovati. Andrej, samo še za konec, ko potegnemo črto pod recimo ta prvi teden oziroma prvih 10 etap, ste tam, kjer ste si želeli? Smo točno tam, kjer smo si želeli. Želeli smo, da bi v tistih vetrovnih, hektičnih etapah v prvem tednu ne bi bili vpleteni v kakšen hud padec. Nismo izgubili nobenega časa, pridobili smo nekaj časa pred glavnim favoritom. Edino, kar je res velika izguba, izgubili smo v padcu Joao Almeida. Mislim, da ga bomo močno pogrešali, sploh na tistih najtežjih etapah. Že danes smo ga pogrešali, ampak pač treba je narediti reset in je treba razmišljati z močmi, ki jih še imamo. Andrej, hvala in srečno. Hvala. Miha Troš se je pogovarjal z Andrejem Hauptmannom. Jure, delo ekipe UAE, omenil je Joao Almeida, so izgubili v ekipi zaradi tistega padca, ko mu je počila pneumatika. Adam Yates je bil danes bolj viden, Pavel Sivakov pa je imel težave, smo slišali že prej, torej Tadeja Pogačarja, ki je rekel, da se mu še pozna, da je prebolel bolezen pred dnevi. Ja, mislim, sigurno, da Almeida bo zelo, bom rekel, velik minus, ki ga ne bo na etapah, ki še prihajajo, najtežjih, ker vemo, da je, bomo rekli, prvi pomočnik in tako da, ampak tako, kot je rekel Andrej, ne, pač treba se resetirati in narediti dirko s tem, kar imaš, ne, tako da drugače ne gre, ne. Mislim pa ja, da Sivako smo videli danes, da je kar trpel že od štarta, tako da upam, da zdaj, ko bo Frej dan pa Ravninski dve, da pride k sebi, tako da, ker vemo, da on je lahko v onih glavnih etapah, da bo glavni pomočnik, ne. Jani Brajkovič je v televizijskem studiu po vsaki etapi, ga sicer lahko spremljate, je razmišljal, da če bi bila ekipa Visme prepričana v skupno zmago, bi vse podredili Jonasu. Tudi Yates bi bil njemu bolj na voljo, kot pa danes, ko so mu dejansko na koncu prepustili proste roke, da je lahko šel po ekipno zmago. Ste tudi v tem, da je Yates na koncu šel po zmago, videli to, da morda razmišljajo tudi o drugih ciljih na tej dirki, ne le o Jonasu in skupni razvrstitvi? Ja, to danes res. Mislim, da Jani je tle prav povedal, ne, če bi oni bili prepričani, da lahko premagajo Tadeja, ne, bi sigurno ne bi naredili te poteze, ker vemo, da če bi Yates bil zdraven, bi on lahko še bolj napadal, kot so ostali. In mislim, da tle že kaže na to, da bom rekel, je taktika, da ne vejo, kaj bi. No.
bom rekel, v tem trenutku, ampak in delajo na dveh frontah. Ja, prisluhnimo zmagovalcu 10. etape, ki si prav tako ni predstavljal, da bo imel priložnost, da bi lahko dobil etapo na tem turu. Etapa pa se je na koncu tako razpletla, da je lahko šel po zmago. We had almost a free ride to the final climb, and then I just tried to do my best. And what was the Visma tactics? Were they also willing to sacrifice your fight in the stage for Jonas if it occurred so? Yeah, I think that was the main plan at the start of the day, really. There was just that many options. You never know how a race is going to pan out, so that was an option. An option was to go for the stage, and in the end, the gap grew too big to the breakaway, and I had my own chance. Ja, slišali smo Simona Yatesa, ki je povedal, da so imeli kar nekaj opcij v današnji etapi, lahko bi pomagal Jonasu, na koncu pa je šel v pobeg in to tudi izkoristil, lahko je ostal spredaj in potem na koncu dobil etapo. Igor, nenadejani zmagovalec Gira in zdaj še nenadejani zmagovalec 10. etape na turu. Ja, dobro se mu razvija na Giru. So mu v bistvu konkurenčni Emirati nekako omogočili pot do te zmage, medtem ko tukaj je pa prva zasedba Emiratov, pa ne samo kolesarsko gledano, tudi na področju športnih direktorjev, tako da se ne bojo dogajale kakšne podobne zadeve kot na Giru. Tokrat je Yates pač se lahko v zavetrju vozil vse do zaključka etape in je izkoristil to etapno zmago. Napadali so pa s Kusom in Jorgensenom, ampak če tako dobro premislim po etapi, verjetno bodo v nadaljevanju to še poskusili, če hočejo Tadeja nekaj bolj resno izzvati, se mi zdi, da bo treba, mislim, da je Yates celo edina karta prava, ker Kus ni, od tiste Vuelte Kus ni več, enak kolesar ni več tako nevaren in Johnny Narvaez ga je lahko pokril v današnji etapi. Jorgensen pa tudi poskuša z napadi ves tur, ampak za zdaj ni kakšnega učinka, brez težav. Zdi se mi, da res brez težav za enkrat Emirati, tudi brez Almeide, to vse skupaj nadzorujejo. Ampak je še dolg tur in z vsakim dnem se bo ta Almeida bolj poznal, da ga ni. Poslušalec Blaž je poslal vprašanje in vprašal, kaj se dogaja s Sepom Kusom, na to si ravno odgovoril. Nekaj besed pa še o Primožu Rogliču, ki se je do zadnjih kilometrov suvereno držal skupine favoritov, torej skupine konkurentov za skupno zmago, za boljše uvrstitve v skupni razvrstitvi, do napada Pogačarja, ko mu je torej Pogačarju sledil le Jonas Vingegaard. Prisluhnimo, kaj je Primož Roglič povedal po etapi. Bilo je najboljše, čeprav zelo težko, ampak sem vesel. Je bilo od samega štarta zelo hiter tempo in naravna selekcija, bi lahko temu rekel, na koncu ostali smo najboljši. Samo še tole, en dan več ste dirkali, kot ponavadi se dirka na tritedenskih dirkah zaporedoma. Kako prav pride sedaj tale torek? Premal je pol eden dan, ne? Bi lahko bilo več, ampak super dobrodošlo in pol štartamo z naslednjim tednom. Si predstavljam, da mnogi v karavani tako razmišljajo, da bi še kakšen dodaten prosti dan imeli pred nadaljevanjem tura. Jure, mnoge je skrbelo v vodnih dneh, kako je, kako bo s Primožem Rogličem. Po današnji predstavi ste bolj optimistični? Ne, Primož je danes pelal zelo, mislim, v redu. V zdaj prvih etapah me je skrbelo, ker je pač bil zelo zadaj se je vozil, ne. To smo vsi videli, cela ekipa in bom rekel, imeli so zelo srečo, ne. Cel teden, da so vse pace preživeli. Mislim, da je on preživel, eni niso. Tako da danes je pa bil že, bomo rekel, 10 pozicij naprej in to je zelo lepo videti, ne, ker vemo, da ko se začnejo dogajati napadi, če si na 10. poziciji ali pa na 25, je zelo velika razlika, ne, da
lahko priključiš in danes se je pelal, bom rekel, zelo, zelo dobro. No? In sem zelo optimističen, ker se mi zdi, da se pele vsak dan bolje. Ja, napovedali smo že, da bo stopnjeval formo med turom. Mislim, da bo zdaj počasi pozabljena tista bolezen, ki jo je preboleval po samem Giru. Noge so boljše in mislim, da tudi v izjavah bo vedno močnejši. Na cesti in v izjavah, ker po moje je to kar nekako povezano. Ko nimaš samozavesti, ko nimaš prepričanja vase, si želiš zbijati pritisk, si želiš zbijati pričakovanja. Zdaj je pa v tej prvi res težki etapi tura pokazal, da je tam nekje zraven, kot smo ga pričakovali. Pa v bistvu je vse zelo, zelo po vnaprej predvidenem scenariju. Na koncu sta recimo najmočnejše noge spet pokazala ista dva kot zmeraj, Pogačar in Vingegaard. Potem pa je mešanica preostalih kolesarjev, kjer je pa zraven Remko, pa Primož je očitno tudi zraven, pa vedno močnejši so v Red Bull Bora Hansgrohe tudi z drugim adutom, z Nemcem Lipovicem, ki se mi zdi, da ima kar velike zasluge za to, da je letos spet ogromno nemških novinarjev na turu, ker Nemci so se pred časom turu in kolesarstvu kar precej že odpovedali pod tisti grdi sagi Jana Ulricha, zdaj pa se je zarjavela ljubezen, se je vzpostavila nazaj. So pa danes Francozi upali, da bodo na dan Bastilje, na francoski državni praznik, doživeli francoski uspeh. Je pa Lenny Martinez prišel do pikčaste majice, rekel je že med dirko in tudi vnaprej, da si jo želi zaradi svojega dedka, ki ima nekaj zdravstvenih težav. Njegov dedek je nekdani zmagovalec te majice. O njem in o tem, o lovu na pikčasto majico pa je spregovoril športni direktor njegove ekipe Bahrain Victorious, Gorazd Štangl. Na koncu se vprašaš, ali se 100% osredotočiti samo na etapo in nič trošiti prej, ali vseeno poskusiti za pikčasto majico. No ja, tudi sam Lenny je bil prepričan, da mora poskusiti za pikčasto, ker mu je to eden od ciljev na dirki bil od začetka in mi smo ga sicer non-stop prosili z minimalnim vložkom gre na to, ampak očitno ga je vse glih tudi stalo kar precej oziroma malo preveč, da bi lahko sledil najboljšim do zadnjega klanca. Pa vseeno mislim, da smo še vedno v zaostanku toliko z njegovo formo trenutno, da bi lahko sledil Yatesu, Arensmanu in ostalim, ki so bili v ospredju. Rekli ste, da je v zaostanku s formo, so bile priprave kakore drugačne, temperate, da bo boljša forma pa za tiste zaključne vzpone, ki prihajajo v Alpah na koncu? Ja, upamo, da bo od zdaj naprej vsak dan boljši. Prav gotovo bo etapa po dnevu počitka za enega še en dan počitka. No, potem pa, ko prihajajo gorske etape, pa bo mogel spet verjetno v boj za točke, če želi majico obdržati. Tako da ja, ima nekako tak dober razpored od zdaj naprej, da si lahko tudi kakšno pauzo privošči, da bo potem še bolj 100%, ampak ni pa bil pred samim turom povsem zdrav, odpočit, tudi po Dauphineju, prišel iz Dauphineja zelo utrujen in je ta approach, se pravi to približevanje Tour de Franceu ni bilo idealno, je izgubil kar nekaj dni treninga, zato je tudi prve etape tura tako trpel in zaostajal in ni mogel slediti glavnini, ampak zdaj izgleda vse precej boljše. Potem je cilj poleg kakšne etapne zmage tudi pikčasta majica Lennyja v Parizu? Pikčasta v Parizu, to je zelo, zelo, zelo velik. Bom rekel, težko narediti, ampak ni pa nemogoče. Čemu bi dali ta trenutek prednost? Mogoče bi v naslednjem begu se vseeno odločili ali pa vložili kompletno usmeritev v etapo. Ja, ena etapo. Mislim, da je on en redkih v ekipi, ki bi jo lahko zmagal, tako da to si zelo želimo. Mojca Breskor se je pogovarjala z Gorazdom Štangljem. Igor, Lenny Martinez torej prihaja iz
družine z bogatim kolesarskim pedigrejem, se ti zdi, da bi lahko v družinsko zbirko dodal novo pikčasto majico? Jaz ga razumem, da je šel raje bolj na pikčasto majico kot na etapno zmago. Malo si je verjetno v tisti skupini, ko je bilo nekaj časa kar 29 kolesarjev pogledal imena in je videl predvsem končnega zmagovalca Simona Yates, pa zmagovalec dirke po Sloveniji Anders Holland Johannesen, pa še nekaj drugih dobrih hribolazcev. Leni Martinez pa je hotel ponoviti uspeh svojega dedka Marjana Martineza, ki se je preselil iz Španije v Francijo. Začetek kariere španski kolesar, zaključek kariere francoski kolesar in imel je pikčasto majico in Leni na nek način je zagotovo hotel tudi ponoviti ta družinski uspeh. Pa še več Martinezov iz te dinastije je bilo odličnih kolesarjev. Lenijev oče Miguel Martinez ima pa zlato medaljo v gorskem kolesarstvu na olimpijskih igrah, tako da Leniju sploh ni lahko, ker mora nekako upravičiti velika pričakovanja, ki jih ima francoski tisk do njega kot najnovejšega predstavnika te dinastije. In recimo podobna zgodba tudi pri Van der Poelu, katerega ded tudi odličen kolesar in eden glavnih akterjev dirke po Franciji nekoč, ampak Mathieu Van der Poel je pa v bistvu najmočnejši predstavnik te njihove dinastije, tako da ga ta pritisk niti malo ni zvil, oziroma se mi zdi, da je zaradi tega samo še iz leta v leto boljši. Pri Leniju Martinezu, Jure, smo videli, da je mislim, da predzadnjem ali predpredzadnjem klancu, toliko jih je bilo danes, da se ne spomnim na katerem natančno, ampak mu je kri tekla iz nosa, pa si je kar brisal z roko. V prenosu so rekli, da je to zaradi naporov. Je lahko to kakorkoli nevarno? Je to lahko zaskrbljujoče, če vidite kolesarja, da mu kri teče iz nosa, pa to ni prišlo zaradi kakšnega padca, ampak zaradi naporov so sklepali? Ja, sigurno, da je to zaradi napora prišlo, ampak mislim, da to ni neka težava. Zato jaz sam pri sebi vem, kako je. Jaz sem imel s tem zelo velike probleme, tako da s krvavenjem iz nosa, ampak na kolesu med dirko nimaš kaj drugega narediti, kot da pač brišeš v rokavico in upaš, da čim prej pač neha kri teč, sej ni tle zdaj. Tako da mislim, da to ni nič, da pač to je res napora in pač od nekih trenutnih dejavnikov se to zgodi in tako da mislim, da ni bilo to neka težava. Je pa pač v kadru izgledalo kar tako, za nekatere laike, ki se glih ne spoznajo na kolesarstvo, da je pač izgledalo kar tako malo, vse krvavo. Torej, da si predstavljam pritisk velik, veliko naporov, žilca pač poči v nosu in težko. Lahko ima tudi, pač jaz vem, jaz sem imel do 21 leta, sem sigurno imel 2-3 na teden na treningu. Mi je tekla kri in pač so rekli, da to ni nič kaj takega in pol enkrat je to nehalo in se mi mogoče je to še zgodilo tako na 2-3 na leto. Starejši si, se mi zdi, da je pol se mi ni več to dogajalo. V letošnji sezoni Tura 202 med kolesarsko dirko po Francijo lahko tudi poslušalci pošiljate vprašanja, mnenja, komentarje in sicer Igorju in meni na ime.priimek@rtvslo.si. Poslušalec Blaž je postavil vprašanje, še eno, tisto vkusu je bilo tudi njegovo, zanima pa ga tudi, ali obstaja možnost, da bi nekdo skril mikroelektromotor v kolo oziroma ali kolesa po vsaki etapi pregledajo, kako to kontrolirajo, Jure? Ja, mislim, da to je mislim, da v današnjem času je to nemogoče, ker zdaj s temi senzorji in vsem kontrolirajo, tako da mislim, da se to bi težko zgodilo. No? Ampak vemo, zmeraj
se iščejo luknje in mogoče tudi, nikoli ne smemo izključiti tega, ampak mislim, da zelo dobro nadzirajo vse to, tako da jaz pravim, da tega ne počne noben. Še eno vprašanje imam o nosu, in sicer Marko sprašuje, zakaj kolesari nosijo ta obliž, nosi ga recimo tudi Renko pa Kampenarts. Videli smo tudi kričeče rožnatega na nosu zmagovalca etape Simona Yatesa, mislim, da v barvah Gira, ampak ja, zakaj to nosijo kolesari? Ja, pač ti razširi nosnico, to je kot nek feder, in mogoče imaš večji dovod zraka. Zdaj, nekaterim to paše, nekaterim ne. Je pa to že v mojih časih se je to začelo in nekateri so to uporabljali, nekateri ne. Tako da pač razširiti nosnico. So mi tudi razlagali, da pomaga pri smrčanju, tako so me vsaj prepričevali, ne bi vedel zakaj. Igor? Ja, pred kronometri včasih gledam, ko se ogrevajo na kolesih in jim dajo v nosnice tudi vato namočeno v tisti medicinski alkohol, verjetno že vejo, koliko lahko tega dajo gor. Vse z namenom, da se, te dihalne poti popolnoma čisto odprejo, in mislim, da je to z razširjanjem nosnic nekako podobna zgodba, da imaš čim boljši pretok brez kakršnekoli ovire, takrat, ko je etapa najtežja. Glede tistega kontroliranja elektromotorjev pa lahko samo povem svoje opažanje iz pedoka oziroma iz tega območja, kjer so pred etapami in po etapah tudi parkirani moštveni avtobusi in kolesa, da vsakodnevno hodijo ti komisarji Mednarodne kolesarske zveze in z napravo, ki je najbolj podobna ti tablici, ki jih uporabljamo, stalno pregledujejo ta kolesa. Zdaj predvidevam, da je to zanesljiva naprava, ker zdaj že kar precej časa, že izredno dolgo ni bilo več teh zgodbic, da si je nekdo do nekega uspeha pomagal z elektromotorjem. Se spomnimo tistih začetkov Rogličeve kariere v svetovni seriji, ko so nekako predvidevali, da je tako dober zaradi elektromotorja, ne pa zato, ker ima sam v sebi vgrajen tisti pravi kolesarski motor. Še eno vprašanje poslušalca, in sicer Tineta, ki pravi, da nedolgo nazaj je Janja Garnbret v nekem podcastu rekla, da otroci na sprejem v plezalni klub čakajo tudi do 2 leti. Kako je s tem v kolesarstvu glede na uspehe slovenskih kolesarjev? Najbrž ni kaj dosti drugače, piše Tine. Ja, mi sprejemamo vse, zdaj pa pri nas se zelo hitro naredi selekcija, 2 težka treninga, pa če jih pride 50, jih 15 manjka, tako je naslednji dan. Tako da je bilo neko obdobje, ki je bilo zelo velik naval, govorim za Novo mesto. Mi trenutno imamo nekje, bom rekel, neko količino otrok, ki jih lahko še, bom rekel, nadziramo, ker kolesarstvo je šport, ni to dvorana, mi moramo vedeti, da mi jih moramo dati na cesto. In neka velika količina, je to zelo, bom rekel, zelo stresno in naporno za trenerje, da ne govorim za nestrpne voznike. Tako da smo tle, včasih rajš vidimo, da ni prav prevelik naval, ker potem ne moramo to dohajati in je pa dobro, vsake toliko časa, če bom rekel, da se vrti čim več otrok, pa lahko najdeš talenta, ker vemo, da v kolesarstvu moraš biti talent, pa moraš biti pa še preden. Tako da to je in v našem slovenskem bazenu, ker nas je 2 milijona, je to, bom rekel, smo fenomen, da jih najdemo tako veliko. Glede
bom rekel, Pogi tima, oni so pa trenutno delajo pa zelo zavezavr, imajo pa zelo veliko mladih in tako da jaz mislim, da tle se ne rabimo zabiti, da ne bo naslednikov. Ne. Za prihodnost slovenskega kolesarstva. Mogoče ne tako vrhunskih, ne, ker vemo, da smo zdaj na maksimumu, ne. Ampak da bomo pa tam zdraven, pa mislim, da se ne rabimo biti. Res, sej takšni kot so zdaj, res pridejo že v svetovnem merilu na vrsto vsake toliko časa, kaj šele, če vse skupaj omejimo zgolj na slovenski prostor. Tudi poslušalcem, ki pošiljajo vprašanja, mnenja, ideje, dodelimo majico Tura 202. Jure, in bi vas prosil, da od teh treh izberete tistega, ki vam je bil najbolj všeč. Torej, Blaž je sprašal glede elektromotorjev, Marko glede obližev na nosu, Tine pa o otrocih in o sprejemih v kolesarske klube. Katero vprašanje? Kar tri. Tine za kolesarski podmladek. Čestitke, Tine, majica Tura 202 je vaša. Zdaj pa kmalu še o reportaži, tokrat o francoskem nacionalnem prazniku. Del tradicije v Franciji je seveda tudi etapa na Turu. Kako je vse skupaj, Igor, drugače na Turu 14. julija? Ja, zelo drugače, ker imajo vsi čas in ob trasi ne vem, gredo prav vsi na kolesarsko dirko ali še kje kdo ostane doma. Preostali del Francije, ki je seveda velika država, pa verjetno gleda televizijski prenos in potem pridemo do velikih prometnih infarktov. Tako da na nek način, kolikor mi je tekmovalno zanimiva etapa vedno na 14. julij, se je logistično malo vedno že vnaprej bojim. Tudi današnji spust z tega vulkana nazaj dol v dolino je bil dolgotrajna in zahtevna operacija, ampak zdaj naprej v tem večeru po snemanju podcasta, pa mislim, da bo zdaj že stvar se veliko bolj normalizirala. Navijamo za tekoč promet v centralnem masivu. 14. julij pa je torej dan Bastilje, ki simbolizira dva zgodovinska dogodka. Najprej padec Bastilje, ki so uporniki na ta dan zasedli med francosko revolucijo leta 1789 in morda še bolj pomembno festival zveze, ki se je v praznovanje revolucije in enotnosti zgodil točno leto dni zatem. O dnevu, ki ga zaznamujejo lokalni plesi, vojaška parada v Parizu, ognjemeti in seveda tudi Tur, Matej Hrastar. Najprej preprosto, a nujno pojasnilo. Slovenci največjemu francoskemu državnemu prazniku pravimo dan Bastilje, enako tudi mnogi drugi narodi. Logično, to je osrednja točka, od koder ta praznik izvira. Francozi pa bi bili začudeni, če bi jih spraševali po prazniku s tem imenom, saj mu najpogosteje rečejo kar 14. julij, le 14 juillet. Ne gre namreč zgolj za francosko revolucijo in padec trdnjave Bastilja, v katero so uporniki vdrli 14. julija 1789. Bolj natančno pa iz prve roke iz ust Francoza. Charles Non je politolog, ki je dolga leta živel in delal v Sloveniji. 14. julij je postal letni državni praznik z zakonom leta 1880. Uradno ni navedeno, kateri datum točno praznujemo. Dve možnosti obstajata. 14. julij 1789 je seveda potekal padec Bastilje, ki je bil simbol starega režima in absolutne monarhije. Leto kasneje pa je potekal Fête de la Fédération, ko je več 100,000 ljudi organiziralo proslave po vsej Franciji, tudi v prisotnosti tedanjega kralja in kraljice. To spravi 14. julij uteleša predvsem narodno enotnost in spravo. Danes Francozi bolj malo razmišljajo o zgodovinskem izvoru državnega praznika in se sprašujejo o francoski revoluciji, njeni upravičenosti, žrtvah in posledicah. Ob uveljavitvi državnega praznika so v parlamentu razpravljali tudi o drugih dneh, denimo o 4. avgustu, ko so v času revolucije odpravili privilegije starega režima, a so se na koncu odločili za 14. julij. Charles Non.
Po mojem, trenutno 14. julij simbolizira ukoreninjene republike kot državna ureditev, čeprav seveda v času francoske revolucije smo le govorili o ustavni monarhiji. Priprave na praznovanje se začnejo že nekaj dni prej, ponekod pa je živahno že na predvečer praznika, pove pisateljica Brina Svit, ki v Franciji živi že 40 let. Lahko vam povem, kaj se dogaja v mestu, ker jaz pač živim v mestu, in sicer ravno na ulici oziroma Faubourgu, kjer se je začela francoska revolucija. Na tem Faubourgu Saint-Antoine, ki je tik pred Bastiljo, je bilo včasih polno mizarskih delavnic. Nekaj jih je še ostalo, kjer so izdelovali pohištvo in bili mizerno plačani. Oni so tisti, ki so se uprli prvi, ki so pridrveli po tem Faubourgu do Bastilje, torej zapora, in udrli vanjo. Poleg tega je v moji neposredni bližini tudi velika gasilska kasarna. Z gasilskimi plesi se namreč začne praznovanje 14. julija, kot se uradno imenuje francoski državni praznik. In to že na predvečer. Gasilci namreč tradicionalno organizirajo ta dva zelo popularna plesa, ki trajata do zgodnjih jutranjih ur, tako da je težko zaspati, če živiš v bližini. Prešerno vzdušje se tako prelije čez več dni, k sproščenosti in dobri volji pa prispevajo tudi drugi dejavniki. Po mojem, v nasprotju z drugimi prazniki, je res 14. julij dan enotnosti zaradi več razlogov. Ponavadi smo vsi v poletnem oziroma počitniškem času, poteka Tour de France, dvakrat je tudi v tem času zmagala Francija na svetovnem prvenstvu v nogometu. Petit et but! Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. C'est fini, et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Tako je Francija 12. julija pred 27 leti, torej 2 dneva pred državnim praznikom, prvič osvojila naslov svetovnega prvaka v nogometu. Kaj vse pa še zaznamuje ta dan, kako ljudje praznujejo? Charles Non. Po mojem so 3 glavne tradicije. Prva tradicija so popularni plesi, ki lahko imajo različne oblike. V nekaterih vasicah so po mojem kar podobne slovenskim gasilskim veselicam. Tudi obstaja ta varianta bal musette, to je v bistvu veselica oziroma ples s harmoniko, ki je bila malce manj popularna proti koncu 20. stoletja, čeprav trenutno smo priči oživitve tovrstne tradicije. Tudi zelo pogosten značaj 14. julija so ognjemeti. To se lahko seveda privoščijo le nekatere občine. Jaz pa se osebno spominjam, da ko sem bil otrok, sem odraščal v zelo majhni vasici in smo se vedno vozili do najbližjega mesteca, kjer so to organizirali, in tudi v majhnih in ruralnih regijah so ognjemeti. Potem pa lahko tudi na vse dani govorimo o vojaški paradi, ki poteka že od začetka, se pravi od leta 1880. Ponavadi poteka parada na Elizejskih poljanah, čeprav so tudi lahko izjeme. Če se dobro spomnim, smo morali to lani predstavili na drugo lokacijo zaradi olimpijskih iger. Parada leta 2017 naj bi napravila takšen vtis na Donalda Trumpa, da si je zaželel tudi sam in jo letos za rojstni dan tudi izvedel. Vsako leto pa na paradi sodelujejo tudi vojaki iz drugih držav. Brina Svit pa dodaja še nekaj sestavnih elementov prazničnega dne. Del tradicije je tudi vsakoletni opoldanski televizijski intervju predsednika republike. Zadnje dejanje praznovanja pa se zgodi zvečer z velikim ognjemetom in koncertom popularne klasične glasbe na prostem, na Champ de Mars, in seveda še enim plesom pri gasilcih, kar je najbolj ljudski oziroma popularen način praznovanja.
Neločljivo pa je z državnim praznikom povezana tudi kolesarska dirka po Franciji. Veliko Francozov si etapo ogleda vsaj po televiziji, mnogi jo pospremijo tudi ob trasi. Na vsak način pa si na 14. julij Francozi pobožno želijo, da bi vsaj na ta dan zmagal kakšen Francoz. In žal niso velikokrat uslišani. Francozi gledajo malce bolj pogosto Tour de France ob 14. julijem. Seveda je posebno lepo, če Francoz zmaga tokratni etapi. Verjetno boste ogledali več francoskih zastav na cesti kot sicer. Zadnji francoski zmagovalec etape na dan Bastilje je bil pred 8 leti Warren Barguil, predtem pa leta 2005 David Moncoutier, torej le 2 zmagi v 20 letih. Morda tudi zato drži, kar pravi Charles Non glede Tadeja Pogačarja in francoskih kolesarjev. Trenutno imam ta občutek, da Francozi boljše poznajo Tadeja Pogačarja kot svoje lastne državne francoske kolesarje. Tako da Tadej Pogačar je zdaj en od 3 najbolj znanih kolesarjev, če ne športnikov v Franciji. Slovenski kolesarji, pred leti Roglič, zdaj predvsem Pogačar, kdaj tudi Mohorič, so naredili za slovensko prepoznavnost več kot vsi pisatelji, pesniki in drugi umetniki skupaj, tudi več kot Žižek. S tem seveda ne podcenjujem kulture, nasprotno, narod brez kulture ni narod. Dejstvo pa je, da vsakič, ko se danes izreče Pogačarjevo ime, je zraven še pridevnik Slovenec ali slovenski. In jaz osebno moram povedati, da sem zelo ponosna na njih, tako majhen narod, kot smo mi, ki je v samem vrhu slovenskega kolesarstva. Poleg tega so ti fantje še posebej simpatični. Jaz sem pred nekaj leti na letalu sedela zraven Mateja Mohoriča in vam lahko to potrdim iz prve roke. Zaradi uspehov slovenskih kolesarjev se je marsikateri Francoz odpravil na počitnice v Slovenijo. Našo državo pa, kot pravi Charles Non, v Franciji poznajo še zaradi Melanie Trump in medvedov, ki smo jih uvozili v njihove Pireneje. Zaradi 2 zmag Pogačarja na dan Bastilje pa je francoski državni praznik v zadnjih 4 letih tudi praznik za slovenske kolesarske navdušence. Kolesarski podcast Vala 202. Igor, prosti dan prihaja prvi na letošnjem turu. Kako ponavadi na turu potekajo tvoji prosti dnevi? Ja, za novinarje prosti dan v bistvu ni prosti dan, ker kolesarji bodo imeli novinarske konference in to je za nas v bistvu priložnost za nabiranje najboljšega materiala na letošnjem turu, ker na novinarski konferenci vendarle povejo kaj več, ko pa pridajo vsi izmučeni v cilj etape, pa je nekako razumljivo, da dobiš kakšna 2, včasih 3 odgovore. Potem pa, ja, ko naberemo ta material, pa ga pretopimo v radijske oddaje, v podcaste in tako naprej. Predvsem pa ni vožnja, no, to je pa velik plus, ker med temi etapami, ki so zdaj potekale vse od Britanije pa do tega centralnega masiva, to je ogromna razdalja, ki smo jo dobesedno prevozili v 2 dneh, tako da v minulih 2 dneh sem se nekako že skoraj da zrastel z avtomobilskim sedežem, na prost dan pa ne bo te strašne vožnje in tukaj pa privarčevanih res veliko ur. Jure, vi pa ste na Evropskem prvenstvu v velodromu, torej na velodromu, na pisti, na stezi. Kakšne so pričakovanja slovenske reprezentance? Ja, mislim, da smo v zgodovini prvič pripeljali res 13 kolesarjev, tako da računamo na dobre rezultate. Mislim, prvič gremo na ekipno vožnjo na velodromu z mladinci in do 23 let. To se še ni zgodilo, pač tudi zaradi opreme in vsega. Zdaj smo to nekako spravili skupaj in smo zadnji mesec to trenirali, tako da se nadejamo kar popravka državnih rekordov, takih pravih številk, tako da to nam je cilj. Ne moramo še konkurirati glih, bom rekel, Italijanom, Belgicom, Nizozemcem in Angležom, tako da, ampak nekje moramo začeti. Potem v individualnih, bom rekel, mass startih, to so pa kriteriji na izpadanje in to tle pa imamo, pač smo z
Žakom Rženom, s Nejcem Petrlinom, mislim, da lahko računamo tudi, da pridemo do medalje. Ne? Tako da nadejamo se tega, da dobimo medaljo in to je naš cilj. A tam Slovenci bolj konkurenčni, ker je v nekaterih disciplinah tudi bolj pomembna iznajdljivost, ne samo surova moč, pa znanost, ki je seveda v kolesarstvu sploh na stezi zelo pomembna, torej tehnologija. Ne? Ja, v dirkah, bom rekel, skupinskih dirkah, ker dirka je za vsake države eden, tle smo dobri, ker pač tle, če si iznajdljiv, dober in če imaš še malo sreče, se da priti do rezultata. Ne. Zdaj v teh ekipni tekmi na 4 km, tukaj je pa oprema dela, bomo rekli, čudeže in če rečemo, da je kolo, glih včeraj smo neke cene gledali, ene znamke kolo je 60 000 evrov, in to pomeni, če imaš 4 kolesarje, vemo, kje smo, tako da tle smo še daleč od tega. No. Zdaj pač prišli smo na dirko, imamo solidno opremo, če pridemo do nekega časa, smo ga zračunali, da bi lahko prišli in da nam to rata, bomo zelo, zelo zadovoljni. Hvala lepa, da ste bili danes z nami in veliko sreče na tem prvenstvu in tudi sicer v nadaljevanju sezone. Jure, Igor, hvala tudi tebi, naslednjič skupaj v sredo, torej po prostem dnevu. O prostih dnevih pa lahko še vedno poslušate kolesarski podcast RTV Slovenija in sicer Toni in Slavko bosta imela novo epizodo SOS odmeva na voljo, tako da lahko tudi v prostem dnevu njiju poslušate. Tour 202 pa bomo nazaj po sredini etapi. Uživajte, se slišimo. Tour 202.